Dober večer. Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko, Ribniško in Posavje so obmejna območja, ki morajo izkoristiti priložnosti za poglobitev sodelovanja s Hrvaško in širše, za čezmejne projekte in za ustvarjanje čezmejne regije odličnosti. To so poudarili udeleženci posveta, ki so ga v podjetniškem inkubatorju Podbreznik gostili Dolenjska akademska pobuda, Razvojni center Novo mesto ter Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. Obmejne regije so že od nekdaj povezane s Hrvaško, zdaj pa imajo priložnost za še večje čezmejno sodelovanje, glede na to, da je Hrvaška blizu vstopa v Evropsko unijo, je na začetku posveta poudaril minister za delo Andrej Vizjak. Temu pritrjuje tudi hrvaška stran, ki se strinja, da sodelovanje med občinami že obstaja. Pogotovo s naše strane. Na naši strani predvsem Kamanje, Žakanje, Ribnik, Netretič in Ozalj. Imamo kar nekaj skupnih projektov s slovensko stranjo. Ko se bo Hrvaška priključila v Uniji, pričakujemo, da bo to 1. julija 2013, bo naše sodelovanje gotovo še boljše. Na posvetu so predstavniki občin in upravnih enot ter direktorji gospodarskih družb razpravljali o tem, kako lahko prispevajo k čezmejni regiji odličnosti. Izpostavili so nujnost sodelovanja vseh akterjev v regiji. Odpiranju zanimivih projektov in pa bi rekel, kako povezovati te posamezne projekte v nek skupni projekt, katerega cilj bi bil ustvarjanje in pa še nadaljnji razvoj regije odličnosti. Regionalni razvoj mora biti usklajen, regija pa mora nadaljevati pot k odličnosti, je poudarila direktorica Razvojnega centra Novo mesto Mojca Špec-Potočar. Da nadaljuje pot k odličnosti, da nadaljuje k hitrejšemu tempu regionalizma in regionalnega razvoja, kar je seveda čezmejno sodelovanje in poudarjanje inovativnih pristopov, se pravi inovativnega sodelovanja, ena od tistih primerjalnih prednosti oziroma komparativnih, ki jih ta regija lahko izkoristi. Čezmejno sodelovanje je jugovzhodna regija sicer vzpostavila že leta nazaj. Ena izmed takšnih zelo dobrih povezovanj pa teče ravno preko programa IPA, se pravi čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška. Naša regija meji na hrvaško mejo, predvsem so tukaj Karlovac, Pula, Rijeka. Smo vključeni v projekt podonovskih dežel, tako da v tem delu smo dokaj uspešni. Iščemo sodelovanje tudi z Bosno in Hercegovino, s sosedno Hrvaško, stike navezujemo z Srbijo. Žal, kakšnih posebnih rezultatov še ne beležimo. Upam pa, da bo v prihodnje tega tudi nekaj, kajti zastavili smo čisto konkretne cilje, tako z Bihaćom, kot recimo z Nišom, z Banja Luko, z Novim Sadom. Veliko izkušenj s čezmejnim sodelovanjem ima tudi občina Metlika, predvsem z občinami iz Karlovške županije. Kot pravi poslanka v državnem zboru in nekdanja metliška županja Renata Brunskole, bi bila pomembna pridobitev tako za slovensko kot hrvaško stran izgradnja 3. razvojne osi. Zatorej sprejem državnega prostorskega načrta za odsek iz Novega mesta v Belo krajino 3. razvojne osi je zagotovo ena od pomembnih prioritet, katero pričakujemo od sedanje vlade. Mislim, da se bo dalo alocirati prihajajoča kohezijska sredstva v finančni perspektivi 2014 naprej prav za ta projekt. Hrvaške občine ob meji si želijo tesnejšega sodelovanja s slovensko-jugovzhodno regijo, saj je ta gospodarsko izjemno močna, pravi Damir Furdek iz Karlovške gospodarske zbornice. Donekle smo komplementarni, vi imate jako metaloprerađivačku industriju. Nekako se dopolnjujemo. Vi imate močno kovinsko-predelovalno industrijo, Karlovac pa ima cel niz podjetij, ki delujejo v kovinsko-predelovalni panogi in izvozijo približno 2/3 svojih izdelkov in storitev. Imamo tudi višje in visoke šole, tako da vidim sodelovanje s slovensko stranjo na več ravneh. Vaš minister je danes lepo povedal, najprej je potrebno ustvariti regijo znanja, čezmejno regijo znanja, povezati akademsko sfero in gospodarstvo. Bolj kot sta povezani, bolj kot znanje oziroma fakultete vplivajo na podjetništvo, bolj bo to uspešnejše. Na poduzetništvo i što su oni bliži poduzetništvu, to će poduzetništvo biti uspješnije. Furdek vidi možnosti sodelovanja tudi na izobraževalnem področju, ki je tesno povezano z gospodarstvom.
Kar pa je meni največji izziv, je možnost prijav za prihodne razvojne projekte, kot sta CIPA in FP7, možnost skupnih razvojnih projektov, v katere se lahko vključijo tako naši podjetniki kot visoke šole in fakultete. Narediti je treba korak naprej v konkurenčnosti. In napraviti neki iskorak v jačanju konkurentnosti. Dolenjska, Posavje, Bela krajina in Kočevsko-Ribniško območje kot jugovzhodna regija ima velike razvojne možnosti, meni Mojca Špec-Potočar. Programsko obdobje 2007-2013 se sicer počasi izteka. Evropska komisija je dodelila preko projektov razvoj regij 52 milijonov evrov. Moram reči, da glede na dinamiko in glede na predviden plan črpanja so ta sredstva se črpajo in v bistvu preko 40 milijonov evrov je bilo počrpanih. Se pravi, v teku so projekti in nabor projektov, ki jih pa seveda predvsem razvijajo in krepijo lokalne skupnosti v partnerstvu z drugimi akterji. Širila pa so se tudi javno-zasebna partnerstva, dodaja. In tudi čezmejni programi so nekako sodelovanje s Hrvaško. Pravzaprav je tle nekako okoli 2 milijona evrov bilo v okviru projektov pridobljenih oziroma se še izvajajo projekti in seveda v prihodnje predvidevamo najmanj takšno vsoto teh sredstev za nadgradnjo teh projektov. Župan Alojzij Muhič je poudaril, da je nujna ustanovitev regij. V Bruslju vemo, da je Slovenija razdeljena na dve regije, vzhodno in zahodno, medtem ko doma tega ne prepoznamo in mislim, da ravno mestne občine, kot je Novo mesto, potrebuje regijo, kajti proračun lokalne skupnosti ne zadostuje za pokrivanje vseh regijskih projektov. Predstavniki fakultet so na posvetu izpostavili pomen akademskega prostora za čezmejno sodelovanje. Udeleženci so v čezmejnem sodelovanju prepoznali nove možnosti za razvoj in odličnost, večinoma pa podpirajo tudi ustanovitev univerze v tem prostoru. Ta naša regija ustvarjalnosti in regija odličnosti stoji tudi na razvoju kompetenc ljudi, znotraj katerih lahko vidimo zelo velik prispevek šolskega kot tudi tega visokošolskega prostora. Kot je povedal predsednik Dolenjske akademske pobude Mihael Japelj, je pri nas potrebna decentralizacija v univerzitetnem prostoru. Tako kot je recimo na Finskem, tako kot je na Norveškem, tako kot je v Ameriki, v Južni Koreji in tako, kjer je ogromno mehkih, odličnih univerz. To si mi želimo. In tle imamo vse pogoje. Mi ustvarjamo 40% celotnega družbenega dohodka v Sloveniji. Posvet je bila priložnost za promocijo zamisli o nastanku univerze, hkrati pa je lahko širša javnost spoznala vlogo akademske sfere pri bodočem razvoju regije, je poudarila direktorica Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto Damjana Miklič-Milek. Ta sicer pozdravlja čezmejno sodelovanje. S takim sodelovanjem pravzaprav krepimo kakovost samega izobraževalnega in tudi raziskovalnega dela, ki je ključno pri pridobivanju napredka v znanosti. Zato se mi to zdi taka dobra popotnica, da danes ta posvet, bom rekla, uspe, da pridobimo veliko novih idej, veliko novih povzetkov, zaključkov tega posveta, ki jih lahko direktno uporabimo v razvoj univerzitetnega prostora v Novem mestu. 11 visokošolskih zavodov, fakultet iz tega območja zagotovo deluje v prid Dolenjski akademski pobudi, ki pomeni imeti univerzo tudi v Novem mestu. Če smo gospodarsko, imamo paradne konje slovenskega gospodarstva, Krko in Revoz, si zagotovo to območje zasluži tudi univerzo. In pa tudi stremimo k odličnosti in ravno univerza, prenos znanja, raziskave, inovativni pristopi so pomemben korak k temu. Minister Vizjak meni, da je regija jasno izrazila svoje videnje prihodnjega razvoja. Gotovo je skladno to, kar se dela tu v Novem mestu, torej povezovanje gospodarstva, tudi visokošolskih izobraževalnih inštitucij z možnostjo začetka start-upov podjetij z tudi ne nazadnje ugodnimi pogoji za razvoj gospodarstva naprej. Edino to nam lahko pomaga v teh kriznih časih, torej da podpremo gospodarstvo. Prispevek pa končajmo s prispodobo predsednika Dolenjske akademske pobude Mihaela Japlja, ki si želi, da bi na Dolenjskem nastal cvetlični vrt ustvarjalnosti, kjer bodo izobraževanje, kultura, znanost in fakultetni študij postali pojem.
Selimo se v Krško, kjer so podpisali pogodbo za izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov. Naprava bo omogočala avtomatsko sortiranje mešanih komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih frakcij. Na javnem razpisu so za izgradnjo objekta izbrali novomeško podjetje. Današnja podpisana pogodba predvideva izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov in sortirnico naprej. Tehnologija ni predmet te pogodbe, ampak infrastruktura in objekt. Zgradi se plato, priključki za objekt in pa seveda hala objekta, ki bo nudila pogoje potem za montažo teh linij za sortiranje in obdelavo odpadkov. Dela bodo stekla v rokih po podpisu te pogodbe, pomeni po prijavi gradbišča, uvedbe v delu in predviden pogodben rok končanja del je 4 mesece. V občini Krško so se za dograditev zbirnega centra v Spodnjem Starem gradu odločili. Predvsem zaradi tega, ker je pravilno, da imamo odnos do naših odpadkov takšen in skozi to sortirno linijo bomo odlagali samo tretjino odpadkov, ki se zdaj odlaga na Cerod oziroma na to odlagališče, kar pomeni, da bo dejansko lahko ta jama imela življenjsko dobo takšno, kot je bilo tudi v začetku planirana. Naložba je vredna skoraj 1 milijon evrov. Čim manj bomo prej vlagali, tem dražji bojo potem v končni varianti. Želimo imeti tudi kontrolo nad tem, gre za naložbo, ki jo bomo polovico od tega financirali iz takso, se pravi okoli 500 tisoč evrov. Ostalo naložbo bomo pa iz lastnih sredstev, pa vendar mislim, da je to prava odločitev. Občina Krško želi se z tem projektom slediti smernicam Evropske unije, se pravi, da čim več odpadkov loči na izvoru in čim več odpadkov tudi nadaljne predelati v sekundarne surovine. S tem projektom, s katero bomo zgradili sortirno linijo, bomo zmanjšali količine odloženih odpadkov, kar pomeni, da bomo iz sedanjih 50%, ki jih od vseh zbranih odpadkov, ki jih odlagamo na deponijo samo še od 30 do 35% odložili. Celovit sistem ravnanja z odpadki pomeni v prvi vrsti izgradnjo te hale, potem vgradnjo opreme za sortiranje in v nadaljevanju nadkritje kompostarne, ki že zdaj poteka. To je ta sistem ravnanja z odpadki v občini Krško. Sistem ravnanja z odpadki skupaj z razvojnimi programi sicer od leta 2001 upravlja koncesionar, to je družba Kostak. Zdaj na zbirnem centru obstaja manjša sortirna linija, na kateri lahko manjše količine ločeno zbranih odpadkov. Mi govorimo o mehanski obdelavi odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov. To pomeni tisto, ko naši občani ne ločujejo, še vedno jih treba pobrati in odpeljati. Po zakonodaji in strategiji ravnanja z odpadki, takšni odpadki brez obdelave se ne smejo odlagati na odlagališče. Nova sortirnica, katero predvidevam, da bi nekje v poletju delala, v osnovi bi morala zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in da iz vseh teh odpadkov se kvalitetne uporabne frakcije izločimo in da sam maksimalno 30% odložimo. Ta čas zberajo iz občin Krško in Kostanjevica na Krki med 7 in 9 tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov na leto. Izhodišče, katero je v naši sortirni liniji, je obdelava do 9000 ton, to pomeni za te dve občine. Če bo še se druge dve občine iz Posavja tem priključile, ocenjujemo, da bi v takšnem primeru prišli nekje med 12 pa 15 tisoč ton letne obdelave in v takšnem primeru bi nekje maksimalno 10 novih zaposlitev bilo na tej sortirni liniji. Izgradnja objekta za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov naj bi prinesla tudi nižje cene ravnanja z odpadki za uporabnike. V Sloveniji sicer še ne dosegamo zastavljenega cilja, to je, da bi 50% odpadkov ločeno zbrali, poudarja pristojni minister. Procent je še dosti nižji, sicer raste iz leta v leto, predvsem z uvedbo ločenega zbiranja bioloških odpadkov se je ta procent relativno hitro dvignil, kajti približno tretjina odpadkov je teh bioloških odpadkov, premalo je pa narejeno še od tu naprej pri ostalem komunalnem odpadu. In cilj nam je takšen, da bi na koncu resnično čim več odpadkov sortirali na izvoru in jih tudi na izvoru ločili. In ko
ko smo preanalizirali to celotno situacijo, vidimo, da potem tudi ni potrebe po tako velikih količinah teh tako imenovanih mehansko-bioloških obdelav, kakor so bile v osnovi planirane. Slovenija v nekem trenutku, skoraj že desetletje nazaj, se je ocenila, da rabi skoraj 400 tisoč ton odpadkov obdelati v teh z mehansko-biološko obdelavo, ker vemo, da je Sloveniji 800 tisoč ton odpadkov, to predstavlja skoraj polovico. Vendar vsi ugotavljamo danes, da je tega potrebe po tem zbiranju bistveno manjša, koliko naredimo to sortiranje odpadkov prej. Zato bo prišlo do precejšnjega zasuka v strategiji ravnanja z odpadki. Temu pa bodo sledile tudi odločitve glede naložb v naslednjih 2 letih, dodaja minister. Ostajamo v Posavju. Sevniško občino je obiskal predsednik države Danilo Türk, ki se je med drugim seznanil s stanjem tamkajšnjega gospodarstva. Tako se je mudil v hidroelektrarni Blanca in podjetju Inplet Pletiva. Izpostavil pa je tudi nujnost izgradnje 3. razvojne osi. Hidroelektrarna Blanca je zadnja zgrajena hidroelektrarna, pri kateri so upoštevali tudi vse potrebne okoljske standarde. Med njimi je zelo zanimiv objekt Ribja steza, ki je pravzaprav prva delujoča ribja steza oziroma prehod za vodne organizme v Sloveniji, zgrajen po najsodobnejših standardih in seveda tudi ustrezno delujoč. Sama hidroelektrarna Blanca pa je popolnoma avtomatiziran objekt, brez posadke. Zaenkrat še imamo posadko kot na zadnji delujoči elektrarni, ampak gre dejansko za najsodobnejši objekt v Sloveniji. Izpostavili so tudi pomen celotne verige hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi. Celotna veriga je potrebna predvsem iz vidika tega, da se ustvari zadostna akumulacija vode. Zdaj v tem trenutku delujemo, bi rekel, bolj po principu delovanja posamičnih elektrarn in smo bistveno bolj odvisni od vremenskih pogojev, ki ta trenutek niso najbolj ugodni. Tudi zaloge snega na južni strani Alp niso zadostne oziroma so pod povprečji, padavin že dalj časa ni in to se skupaj rezultira v nekoliko slabših obratovalnih pogojih. In pri nas v skupini HSE imamo v tem trenutku skoraj za 30% nižji delež proizvedene električne energije iz obnovljivih virov zaradi teh pogojev. V podjetju Inplet Pletiva, v katerem je zaposlenih 82 ljudi, so lani povečali prihodke. Njihov letni promet se giblje okoli 5,5 milijona evrov. Dobiček lani je bil dobri 90 tisoč evrov in tudi ta številka je nekje planirana letos. S tem, da največji problem, ki ga pa že imamo letos v prvih 2 mesecih, je pa seveda naš energent, zemeljski plin. Tu se je cena začela gibati popolnoma nerealno glede na napovedi in že kar v prvih 2 mesecih nam je zelo poslabšal rezultat in v bistvu zaradi tega naš strošek energije že skoraj dosega 10% prihodkov in to je nesprejemljivo. Predsednika je ob obisku zanimalo predvsem, kako se v današnjih razmerah znajde tamkajšnja industrija. Tu smo zdaj v Inpletu, ki je pomembna in zanimiva tekstilna tovarna, kakršna danes lahko uspeva na trgu. Pri nas je marsikaj od tekstilne proizvodnje prenehalo obstajati. Tu pa imamo zanimiv in zelo obetaven tehnološki razvoj in tudi tržni razvoj. Zdi se mi, da je ravno v zagotavljanju trgov prvi korak k uspehu. Ta je bil tu uspešno narejen in tudi tehnologija se temu prilagaja, tudi usposabljanje ljudi, kar je zelo razveseljivo in mislim, da bi bilo dobro, če bi v našem tekstilnem sektorju uspeli zadržati na novo razviti nekatere proizvodnje, ki jih današnji čas v Evropi potrebuje. Sicer pa so govorili tudi o pomenu 3. razvojne osi, ki mora odgovoriti na vprašanje povezanosti Sevnice z avtocestnim križem, kajti ta odmaknjenost od avtocestnega križa je za Sevnico precejšen problem. In predsednik je podprl naša prizadevanja kot občine, da pospešimo projekte umeščanja 3. razvojne osi v prostor kot celote, tako osnovnega koridorja kot navezovalnih cest na 3. razvojno os, kajti 3. razvojna os je razvojna os in mora nositi tudi razvojne učinke ob sami izgradnji, ne samo odgovarjati kot prometna tranzitna cesta. 3. razvojno os od Celja do Šmarjeških Toplic sicer umeščajo že od leta 2005.
So pa zato bili uspešnejši v Trebnjem, kjer so pred dnevi uradno predali namenu enega največjih projektov občine na področju družbenih dejavnosti v zadnjih 20 letih. Gre za nov vrtec s 14 oddelki, na katerega so v kraju čakali vrsto let. V vrtec Mavrica so preselili tudi upravo vrtca in kuhinjo. Ta objekt je bil potreben zaradi prevelike prostorske stiske, saj so tudi v letošnjem letu odprli skupaj še 6 novih oddelkov. Torej, če smo zaključili leto 2011 z 22 oddelki, smo s 15. marcem 2012 odprli 28. oddelek in imamo torej 28 oddelkov in 499 otrok. Naložba je stala 4,2 milijona evrov. Občini Trebnje pa na razpisih ni uspelo pridobiti ne državnih, ne evropskih sredstev. Bili smo v tem predhodnem obdobju nekoliko preveč pridni, ker smo odpirali, začasne oddelke. Moram povedati, da je bil velik pritisk staršev, da te otroke niso imeli kam dati in hvala Bogu, tudi to je, sestavni del zgodbe. Če si prepriden, včasih si tudi tepen, ampak konec koncev važni so zaključki in važno je, da so otroci v otroškem varstvu, da so starši brez skrbi in da, je nezaposlenost sorazmerno nizka v Trebanjski občini iz tega naslova, pa tudi potreba po otroškem varstvu toliko večja. V letošnjem letu bo sicer proračun nekoliko okrnjen zaradi tega velikega projekta, vendar pa na drugi strani je to pogumna odločitev in pomembna odločitev za kraj, kajti če vlagamo v mlade, vlagamo v prihodnost in stvar moramo gledati z tega vidika. Meni je bilo dosti bolj ljubo, če bi pridobil 2 ali pa 3 milijone iz evropskih sredstev, ampak nažalost jih ni bilo. Nizkoenergetski vrtec, ki se razteza na dobrih 2700 kvadratnih metrih, je zgradilo domače podjetje. Mi smo zelo veseli, da smo dobili ta natečaj za ta vrtec, posebej zaradi tega, ker smo na tem vrtcu prvič predstavili naš nov produkt Kubiser, ki se je pokazal res ne samo energetsko učinkovit, ampak še več dizajnersko in estetsko izjemno odličen fasadni element, ki prinaša udobje vsem tistim, ki se igrajo in ustvarjajo v tem vrtcu. Finkova izpostavlja energetsko učinkovitost, ki jo zagotavljata fasada in sistem ogrevanja. Mislim, da je pa tudi izjemnega pomena ta barvitost, tudi vloga arhitekta, ki je imel glavno vlogo pri tem in pa seveda tudi sama razporeditev in funkcionalnost objekta, ki daje res eno prijetno bivanje tako za igranje kot tudi za ustvarjanje. Fasadni elementi za vrtce poleg javnih stavb in nebotičnikov so tisto, kar želijo proizvajati po vsem svetu, še dodaja Finkova. Za konec pa še k srečanju članov sekcije za ravnanja s človeškimi viri, ki deluje v sklopu Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. V Dolenjskih Toplicah so tokrat dali poudarek promociji zdravja na delovnem mestu in možnostih zmanjševanja bolniških odsotnosti na delovnem mestu. To pa je hkrati cilj projekta POZA, katerega nosilka je regijska zbornica. Poglejmo podrobnosti. Sekcija za ravnanje s človeškimi viri pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine deluje 4 leta. Poslanstvo sekcije je, da promovira dobre kadrovske prakse, da zasleduje trende pri razvoju kadrov in nagrajuje tudi tiste, ki so uspešni pri tem. V sekciji je pomembno tudi področje zdravja in varstva pri delu, zato podpirajo projekte kot je POZA, s katerim želi regijska zbornica s partnerji obvladovati in zmanjševati absentizem, bolniško odsotnost v delovnih okoljih, pravi Strmčeva. In o tem se pogovarjamo, delodajalci in tudi na sekciji spremljamo te podatke in si izmenjamo izkušnje o tem, kako preprečevati večji absentizem, kako ohraniti zdravje zaposlenih, pa vendar tudi dosegati rezultate, ki so nedvomno, pričakovanja na tem so čedalje večje.
O vsem tem je tekla beseda na tokratnem srečanju sekcije za ravnanje s človeškimi viri. Njenim članom sta o načinih promocije zdravja na delovnem mestu govorili Doroteja Kuhar in Brigita Zupančič-Tisovec iz Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo, ki je partner v projektu POZA. Direktor zavoda Dušan Harlander je ob tem poudaril, da je treba absentizem razumeti v kontekstu determinant zdravja. Te determinante zdravja, ki opredeljujejo zdravje človeka v celoti in seveda s tem tudi absentizem, in najbolj pomembne so te ekonomske in družbene, se pravi družbeno-ekonomske determinante. Te opredeljuje pravzaprav celotno človekovo življenje in seveda s tem tudi zdravje. O absentizmu vemo veliko, tako Harlander, saj ga je enostavno meriti, ko delavca ni na delovnem mestu. In drugič, ker se vse to plača, do 30 dni delodajalci, nad 30 zavarovalnica in to se vse zelo natančno spremlja. Zelo težko je pa oceniti učinke prezentizma, se pravi, ko si prisoten, pa ne delaš ali pa manj delaš, kot bi sicer delal. Prezentizem je pa v bistvu to, da zaposleni je motiviran, da veliko dela, da je samovoljno v službi več, kot je celo potrebno, in na ta način potem lahko zaide v dolgotrajne bolezni, ki so pa še bolj nevarne kot kratkotrajne bolezni oziroma odsotnosti. Prezentizem je malo poznan pojem, a lahko povzroči ravno toliko škode kot absentizem, se strinjata sogovornika. Biti prisoten, pa ne biti sposoben za delo iz katerega koli razloga, bodisi da gre za bolezen, pomanjkanje motivacije ali česarkoli drugega, je prav tako pomembno kot absentizem. Ko pa govorimo o absentizmu, pa seveda je pomembno, da se o tem govori in da se ga poskuša tudi obvladovati. Pomembni so ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje absentizma, ki jih morajo izvajati delodajalci, med katerimi so tudi preventivni zdravstveni pregledi. Primerno urejena delovna mesta, izobraževanje, sodelovanje z posameznimi delavci in tudi s sindikati. Vendar, ukolikor delodajalec gleda samo na to, da je to zakonska obveza, je to bistveno premalo. Področje varnosti potem ni urejeno. Tle treba gledati širše in predvsem mora menedžment začutiti in dobiti občutek, da je to ekonomska kategorija. Torej, varnost in zdravje je vsak dan vse bolj ekonomska kategorija. Vlaganje v delavca, v njegovo varnost in zdravje pri delu se vrača hitreje kot vlaganje v opremo in tehnologije, je na srečanju poudaril Škufca, ki je hkrati podal nekaj predlogov. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, ki ima sedež v Bilbao v Španiji, že nekaj let izvaja zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu. Poleg tudi tehnične varnosti in že nekaj let zapovrstjo smo Slovenci po teh anketah. Ankete zajemajo vse države Evropske unije in po naključnem izboru delavce in vsi imajo enaka vprašanja. In rezultati, ki prihajajo, kažejo, da so naši delavci manj zadovoljni oziroma da se slabše počutijo na delovnem mestu, kot je povprečje Evropske unije. Drugo, kar je Škufca predlagal predstavnikom delodajalcev v skladu z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu, pa je zaradi te psihosomatike, torej tega podoživljanja delavcev na delovnem mestu, teh občutij, ki jih doživljajo delavci na delovnem mestu, od stresa, preobremenjenosti, mobinga, trpinčenja, skratka počutja, da ga lahko zaznamo in izmerimo samo na podlagi anonimne ankete. Vsi letni razgovori, vsi neki razgovori podrejeni, nadrejeni ne dajo adekvatnega rezultata, ker pač delavec v strahu za svoje delovno mesto ali zamolči ali malo potvori ta svoja občutja, tako da samo te ankete. Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu z letošnjim letom nalaga delodajalcem, da skrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu. Torej, glede na psihosomatiko kot zelo pomemben dejavnik za bolniško odsotnost, sem sugeriral vsem firmam, da vsako leto izvedejo te ankete in ugotovijo, kaj je tisto, kar na delavce vpliva negativno na njihovo stres, na njihovo počutje in nazadnje na beg v bolniško odsotnost.
V podjetjih, predvsem večjih, se zavedajo pomena zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, so poudarili udeleženci srečanja. V Revozu, na primer, so za obvladovanje absentizma izvedli dolgoletni projekt. Z konkretnim programom, z programom aktivnosti v sami osnovni delovni enoti, z programom v spremljevalnih službah, z spremembo obvladovanja in iskanja ustreznih delovnih mest, z izboljševanjem delovnih pogojev, to se pravi z boljšo tudi opremo delovnih mest, z boljšo z študijem gibov in dela v sami proizvodnji. V novomeški Adrii Mobil pa so med drugim uvedli projekt Zdravi na delu. To je projekt, kjer osveščamo zaposlene o pomenu biti zdrav in kaj je potrebno, da vsak zaposlen naredi za svoje zdravje in kje lahko podjetje zagotovi tisti dodatek in urejeno delovno okolje, da se te skrbi združta. V tem sklopu so pripravili kartico zdravja, ki pomeni osebno kartico, ki jo vsak zaposleni uporablja pri meritvah pritiska, krvnega pritiska, pri meritvah teže, telesne teže in pri meritvah holesterola. Za vse zaposlene smo upravili tudi izobraževanje in usposabljanje za medicino dela in na ta način usposobili ljudi, da bodo lahko v podjetju sami opravljali te meritve. Obvladovanje absentizma v podjetjih je možno z izboljšanjem medsebojnih odnosov, boljšo komunikacijo med zaposlenimi, večjo pripadnostjo podjetju in s skupnimi cilji tako vodstva kot zaposlenih, so se strinjali člani sekcije za ravnanje s človeškimi viri. Toliko smo pripravili v 1. aprilski oddaji z gospodarskimi vsebinami. Novih vsebin ne zamudite prihodnji torek, ogledate pa se jih lahko tudi na naši spletni strani. Do prihodnjič, lepo pozdravljeni!